Jana je bila s sošolcem tako imenovanem visokorizičnem stiku, zato mora za 7 dni v karanteno. Pri omikron različici je ta inkubacijska doba bistveno krajša. Že 2 do 3 dni se lahko izkaže, da osebe že zbolijo po stiku. Jana mora biti med karanteno doma. Na dvorišču se ne druži s prijatelji, ne hodi na družinske izlete ali po nakupih, ne hodi po obiskih, njena družina pa drugih ne vabi k sebi domov. Sorojenci in tudi ostali družinski člani se lahko normalno gibajo naprej. Pomembno je, da je Jana čim bolj izolirana od ostalih družinskih članov. To pomeni, da praktično se zapre v sobo, da se izogiba nekim nenujnim tesnim stikom tudi z družinskimi člani. Jana si mora roke pogosto umivati z milom in vodo, vsaj 14 dni pa spremljati svoje zdravstveno stanje in biti pozorna na morebitni pojav kašljanja, slabega počutja, glavobol, bolečine v mišicah. Test je priporočljiv predvsem takrat, če oseba pri sebi opazi kakršnekoli znake ali simptome, ki bi lahko nakazovali na COVID. Se pa priporoča ob koncu karantene, da se oseba testira. Pri Jani večkrat na dan prezračijo stanovanje. Čeprav je težko, se trudi čim manj družiti z mlajšo sestrico. Uporablja svoj jedilni pribor, higienske pripomočke pa hrani ločeno od drugih družinskih članov. Vsi, ki so doma in prestajajo karanteno na domu, so lahko preverjeni strani zdravstvene inšpekcije, torej inšpektorjev, ki jim lahko pozvonijo na vrata in takrat so te osebe dolžne, da vrata odprejo in potrdijo, da so dejansko v tistem trenutku doma. Jana pouk spremlja na daljavo. Končno ima čas, da do konca prebere knjigo. Da se ne počuti osamljeno, se s prijateljicami pogovarja s pomočjo družbenih omrežij. S plesom na TikToku pa poskrbi, da vsak dan vsaj malo tudi miga.